Zdaj pa, če to ni orang pohvala, pa dober zaključek za ta video, pa tudi ne vem. No, pa je končno prišel dan, da lahko posnamem sladko-kisle za Stelvije. Kaj pa to, stari? Gostilna pri Martinu. Tu šef 30 slavi, zato se veselimo vsi. Okej, vse lepo in prav, dokaj ne priješ tle do znaka stop, pa vidiš tole. Fantje pa punce, kakšne fore se vi tukaj greste? Ja, nič dec, vse najboljše. Glej, ta pa čist presenečen nas gleda. Veš, se mi zdi, da je to taka luštna tema, ne? Če otroka v vrtec peleš, pa moš pa razlagati, zakaj mu na tako debel gleda. Awesome people, dobra fora, dobra fora. Jač, Stelvijo, a ti si ready? Kaj jaz sem. Zdaj tako, mislim, da bi bil jaz ta prav butl, če ne bi dal dizajna na prvo mesto za prvo sladko. Nisem srečal enega človeka, ki bi pogledal ta avto, pa bi rekel, I don't get it. Mislim, če znaš in Alfa tudi v tem primeru ni razočarala. Se mi zdi, da je Stelvio med SUV en boljših, če ne kar najboljši primer, kako ti lahko dvignen avto narediš maksimalno erotičen. Predvsem je pa všeč ena druga stvar. Pri avtomobilih se dostikrat zgodi, pa ne samo pri SUV-jih, kar pri vseh, da je dizajn na sprednjem delu, in sploh, da spusti en vtis, da si navdušen, pa bolj se pomikaš proti zadku, bolj tisto navdušenje. Mislim, se manjga je. Mojstri Italijani so pa uspeli tisto vizualno dinamiko zadržati od sprednjega, prek boka, pa do zadnjega dela. Imam pa mogoče eno majhno pripombo na dizajn, ker je itak stvar posameznika, ampak vseeno. Jaz sem rad velike pa izrazite rore, ker tako ali drugače poudarjajo značaj avta, ampak nisem ziher, če se ne bi tukaj odločil za kakšen centimeter manjši fi pri zaključkih izpuhov. Pa mogoče v tem primeru, veš, kaj tako do zadnjega gledaš niti ne, ampak ko prideš pa zraven, stari, a veš, kakšne luknje so to. Druga sladka je treba po kabino in jaz se še posebej veselim tega, zato ker mi je fajn tle noter. Zdaj treba najprej nekaj poudariti. V Stelviju je feeling pa dizajn v kabini praktično identičen tistemu v Giulii. Zdaj po eni strani je vse skupaj razmeroma zadržan, kar se tako na grobo tiče oblike pa arhitekture, ne, ampak pa si povzameš malo časa, pa začneš najdeti detajle, ki so tako ali pa drugače fukiš. Inač najbolj, da kar pokažem, tiste stvari, zaradi katerih je feeling v tej kabini malo poseben. Ta prva stvar, start-stop gumb tukaj na volanu. Vse to sem že pri Giulii razlagal, ne. Ferrarijeva fora, ki pa, ne vem, pač meni je fajn, da ni čistko, ki je posod drugod. Pol prijemo pa do telih tukaj. A veš, tale, ki je plusek gor narisan, pa unata druga, ki je minus gor narisan. To sta obolanske ročice, ki sta zelo veliki, predvsem pa iz aluminija. A veš, se dostikrat zgodi, da so te obolanski uhli, ne, manjši, pa iz plastike, pa da niso tako lepo narejeni pa izpeljani, ki so v tem avtu. Znam ti povedati, koliko je dober feeling, ko hitro peleš, pa ti je malo vroče, si v šunku, pa ful uživaš, ne, zraven šlataš pa hladen aluminij. Veš, to so detajli, ki ostanejo s tabo. Pa še nekaj, ne, čist nič novega ni, da avtomobilska znamka svoj grb sem le zadnji, vidiš? Ampak v moji knjigi grbov, ne, je tale od Alfe, tako kot recimo od Abarta, pa mogoče Maseratija, v moji knjigi je ta tam, bolj prvrh. Drugače pa nasplošno, kar se kabine tiče, je zelo prostorna, bolj prostorna, kot sem pričakoval, da bo, kar je definitivno plus. Moram pa reči, da je udobje na zadnji klopi, mislim, lahko bi bilo še za stopnjo višje. Tretja sladka, tudi zato moramo vsaj na začetku ostati v kabini, zato ker je zelo tesno povezana s telim stikalom tukaj. Ga vidiš? Le okroglo vrtljivo stikalo, s katero prilagajaš vozne programe. Tole je varčevalen program, tole je izhodiščen, ki se prilagaja načinu vožnje, tole je pa dinamičen. Zdaj, avti pa vozni programi, leta 2017 to ni čisto nič več posebenega. Praktično vsak drug avto ponuja takšno ali pa drugačno verzijo tega. Se pa je še vedno spomnim dneva, ko je na trg prišel Mito, pa je prvič pokazal to stikalo DNA, pa je Alfa rekla, to bo v čisto vseh naših avtih od zdaj naprej serijsko. Mi pa sem, noro. A veš, ko 8, 9, 10 let nazaj, ne, ti vozni programi niso bili kar tako pogosti, da bi jih z rokava stresel vsakemu drugemu avtu. Zdaj, posebnost stikala DNA, mislim, voznih programov pri Stelviju je pa to, da iz tega avta naredijo praktično dvoživko. Le bom razložil, zakaj. Če ti prestaviš na A, kar pomeni Advanced Efficiency, pol dobiš avto, ki se mu nikoli, v nobenem primeru nikamor ne mudi. Gas je slabš odziven, pa zdi se mi, da avto nima 280 konjev, ampak da jih ima mogoče maksimum
230, 240 v najboljšem primeru. In zdaj vem, da se na en način to sliši kot graja, ampak pravzaprav ni, zato ker jaz sem z največjim veseljem večino časa vozil prav v tem programu. Ena zato, ker sem želel videti, koliko malo goriva zna avto porabiti, druga pa zato, ker vsem večino časa vožem umirjeno, zrelaksirano. In če je program Advanced Efficiency tak zelo lenoben pa umirjen, da se začneš spraševati, pa dobro, kje so te coini, pa čeprav je bilo to meni na en način všeč, da sem bil tudi jaz bolj zrelaksiran kot voznik. Je pa pol razlika, kad daš v D, toliko velika, da skoraj ne moreš reči, da je to isti avto, ker se zmogljivosti tiče, zato ker tisti coini kar naenkrat skočijo v tvoj obraz, pa ti hoče pokazati, koliko znajo pa oni hitro teči. Tako da zmogljivost, ki jo ta motor ponuja, zelo paše Stelviju, predvsem zato, ker pa s toliko večjim veseljem izkoriščaš talente podvozja, do katerih valjda pridemo pri peti sladki. Ampak moram pa nekaj poudariti. Ja, avto res dobro stegne, leti kasneje taskira, takrat ki ti to hočeš. Ampak ta prva stvar, ki me malo moti, zvočna kulisa bi lahko bila bolj prepričljiva, ta druga stvar pa, mislim, kljub temu, da so načeloma vsi te glavni parametri izpolnjeni, se mi zdi, da motorju manjka malo karakterja. Pa da nam pozabil poraba, ta se je na avtocesti gibala med 7,4 pa 7,7, v povprečju mi je pa avto pokuril med 8,8 pa 9,1. Ampak to samo pod pogojem, da sem športne aktivnosti pustil ob strani. Če sem pa pelil malo dinamično, pol prije pa tja do 10, mogoče 10,2, ampak kaj dosti več pa, če vsaj približno normalno voziš, ne bi smela biti. Četrta sladka, kako so se pri Alfi lepo potrudili, da niso naredili sam lep avto, ampak tudi lahek avto. Po mojem najbolj še takole povem, za 145 kg je lažje od BMW X3, pa za 185 od Porschevega Macana. To mi je pa všeč predvsem zato, ker to pomeni več kot odličen izhodišče za izvedbo kvadrifolio, tisto, ki bo do 100 spizdilo v 3,9 sekunde. In to je ena ključnih stvari, ki pol vpliva tudi na peto sladko, do katere pridemo čez 3 kisle. Prva kisla avto je malo pretrd in medtem, ko je športno odličen in do tega pridemo pri peti sladki, Stelviju zmanjka malo pri udobju. Veš, dokler imaš ti ambicije po premijskem delu segmenta, je to definitivno treba umeti. Tako da ne bi bilo čisto nič narobe, če bi Alfa ponudila še nek program z mehkejšim nastavitvijem podvozja, ampak to v tem trenutku ni mogoče. Druga kisla, tale vmesnik ni na nivoju konkurence. Predvsem me moti ena stvar, ki je ekran ugasnen, zgleda boljš kot takrat, ki je pržgan. Zato, ker pričakuješ ogromen, pa vidiš, da sega ekran od sem pa do sem, pa da je ta del od tukaj do tukaj, od tukaj do tukaj praktično neizkoriščen. Če gledaš osnovo, mu pravzaprav nič ne manjka, tudi pravilnost je zaradi tega okroglega gumba, lega tukaj je čist ok, ampak hudiče, ki pa pogledaš tekmecem, pa vidiš, da vsem ponuja dosti več, kar se grafične podobe tiče, pa tudi uporabnosti. Tretja kisla, obračalen krog, po mojem najbolj še takole povem, če si v kakšni dosti ozki garažni hiši vsake toliko časa malo debel gledaš. Peta sladka, tole pa toliko z veseljem povedal, ampak ta avto se tako dobro pele, mislim, dinamični vozniki, za vas bo praznik, če boste šli z njim v ovinke. Preden sem ta avto prevzel, mi je Matej iz Avto Triglava rekel, a veš, ko se peleš s Stelvijem, imaš feeling, kot da si v Giulii, samo da si malo višji. Pazi, to je kar orang trditev, ker Giulia se fejs dobro pele. Ampak Matej, a veš, da sem imel prav. In dejansko je to res, in v tem segmentu, na vrhu je še vedno bakan, to je treba priznati, ker je Porsche res naredil izredno delo, ampak tik pod njim je pa Stelvio, pol pridejo pa na vrsto še ostali, kar se športnosti tiče. Tukaj pol pride do izraza nizka masa, predvsem pa izredno dobro, odlično krmiljenje. In ko Stelvija zaženeš v ovink, pa ne samo v ovink, tudi na splošno, in sam vesele ga je, ena sama lahkotnost ga je. Ampak na konc dneva, to je treba razumeti, je to še vedno SUV. Pa še če upoštevaš dejstvo, da je ta avto, kljub temu, da ima 4-kolesen pogon, v osnovi gnan sam na zadnja kolesa. In če mene vprašaš, je to dobitna kombinacija. V ekstremnih primerih se pa lahko do 50% vsega razpoložljivega navora prenese tudi na sprednja kolesa. Tako da ja, Alfa vsaka čast. Športnega talenta Stelvija ne morem zanikati, zato ker je tako zelo izrazit. Jaz sem z SUV-jem nazadnje tako v ovinkih užival, kaj pa sem leto pa pol nazaj, ko sem se z Macanom vozil po Transfagarašanu, po tisti sanski cesti v Romuniji s Kapetanovičem. Transfagarašan, here we come! Kaj je to, so meni pravljci ali kaj? There you go, you're welcome. Zdaj pa, če to ni orang pohvala, pa dober zaključek za ta video, pa tudi ne vem.